Torej, prvo en lep pozdrav še z našega konca. To bo nekje iz stranje pri mestinju. Kolikor so že prej kolegice povedali oziroma nas že omenile same po sebi, bi še mogoče malo več povedali o tem, kaj dejansko delamo pri nas. Torej, naše podjetje Stramix 5 je načeloma družinsko podjetje. Od leta 1993 se ukvarjamo z izdelavo plastenk. Glede na to, da govorimo o bioplastičnih izdelkih, seveda je treba poudariti, da pri nas izdelujemo izdelke iz bioplastičnih mas, ne pa samo to, pri nas se delajo tudi plastenke iz PET materiala in pa predvsem iz recikliranega PET-a, kar pomeni tudi 100% recikliran PET. Drugače delujemo na cirka 3000 kvadratov proizvodnih in pa skladiščnih prostorov, pa kot lahko preberete, cirka 2000 zunanjih skladiščnih površin. Stramix 5, glede na to, da že imamo neko zgodovino, smo se želeli v PET-u in pa RPET-u, smo se probali osredotočiti na inovacije. Kar smo iskali, je nekako predstavitev alternative brez plastike. To je trend, ki se danes pač v svetu vedno bolj uveljavlja. Vsi bi želeli nekako biti del, bom rekla, inovacij in pa novih trendov. Se pa absolutno soočamo z marsikaterim izzivom, o katerih so že govorile vse naše predhodnice. Torej, kar smo pri nas naredili, uporabili smo dejansko material PLA, o katerem ste že prej dosti povedali, iz katerega smo dejansko naredili oziroma proizvajamo plastenke, če jim temu tako lahko rečemo, glede na to, da ne gre za plastiko, ampak za dejansko biorazgradljiv material. To, bom rekla, promoviramo ali pa predstavljamo predvsem kot okolju prijazno rešitev za tiste, ki ne želijo imeti embalaže narejene iz plastike ali nafte. V tej smeri nekako se vse tudi vrti, kot smo si prej že pogledali razne trende in pa seveda zakonodajo za prihajajoča leta. Gre za artikel, ki je reciklabilen in pa biorazgradljiv. Mogoče tudi prednost naših plastenk iz PLA je ta, da same po sebi so dejansko 7% lažje od plastike, kar pa pomeni tudi manjši ogljični odtis samega izdelka. Naše, bom rekla, gledanje oziroma naša vizija vrednostne verige PLA plastike nekako vsi trendi in pa zahteve, bom rekla, ljudi, zakonodaj in tako dalje nekako tangirajo k temu, k večji možnosti in pa predvsem, bom rekla, bolj okolju ozaveščenem gledanju na izdelke, ki jih uporabljamo vsi uporabniki. Stramix 5 kot podjetje bi pa tudi samo želelo seveda nekako prispevati k tej strategiji krožnega gospodarstva, trajnostnega razvoja in pa seveda biti del trendov, ki prihajajo. Kot tudi ostali smo tudi mi sami član Zelenega omrežja Slovenije, kjer dobivamo, bom rekla, dosti podpore, informacij in pa seveda mreženja, ki je nujno potrebno v teh primerih. Tako, pri nas, kot sami veste, smo razvili biološko razgradljivo plastenko, vendar pa opozarjamo, bom rekla, zelo radi opozorimo uporabnike, marsikje, bom rekla, končni uporabniki in pa tisti uporabniki, ki iščejo te izdelke biorazgradljive, ne vedo dejansko razlike med biološko razgradljivo in pa biološko nerazgradljivo plastenko. Kot ste že prej sami omenili, mislim, da je bila gospa Žerič Bogataj, gre za veliko razliko, se pravi, nekatere stvari so biološko razgradljive in pa kompostabilne, druge ne. Naša konkretno plastenka je razgradljiva, primerna za kompostiranje, kar pomeni, da imamo tudi načeloma pridobljen certifikat.
No, mogoče bi pa v tem primeru še opozorili, ne vem, če sem bila dosti pozorna, mogoče nisem zasledila, ampak nam tudi predstavlja velik problem dejstvo, da če se, bom rekla, običajna plastika in pa dejansko bioplastika primerna za kompostiranje zmešata v postopku recikliranja, to lahko vpliva na kakovost končnega izdelka in pa recikliranih materialov. Zato je za nas zelo, zelo pomembno dejstvo, da se potrebuje dobro delujoč sistem za ločeno zbiranje organskih odpadkov, kar bi nam pomenilo dejansko tudi bolj dodatne možnosti in pa širši razvoj na trgu. Kar se tiče našega mnenja glede življenjske dobe same bioplastenke oziroma bioplastike, menimo, da je pač recikliranje in kompostiranje sta najboljša načina. Sežiganje ni ravno naša, rekla, priljubljena metoda, nekako tendiramo k temu, da je to v bistvu zastarel način odstranjevanja odpadkov. V vsakem primeru pa tudi bioplastiko oziroma plastenko se seveda da tudi zažgati. Mogoče poudarimo, da je kalorična vrednost te bioplastenke cirka 20 kilojulov na kilogram, ampak vkolikor se le da, seveda ne tendiramo k temu. Kot samo podjetje bi si želeli, da je recikliranje in pa kompostiranje nekako tisti izhod ali pa zadnji korak v zapiranju dejansko lupa recikliranja. Tule še mogoče nekaj kratkega o samem recikliranju naših plastenk. Glede na to, da ste že, bom rekla, predhodnice bolj kot ne razložile potek in razliko med domačim kompostnikom in pa industrijskim kompostnikom, mogoče poudarim, da so tudi naše plastenke dejansko spadajo med biološke odpadke, in kar pomeni, da jih je možno kompostirati v industrijskem kompostniku. Kot smo se že prej pogovarjali, kolikor vem, je tudi gospa Julija povedala, da tudi pri njih vrvica, da je ni mogoče dejansko kompostirati na domačem kompostniku, isto velja za naš produkt, isto je narejen iz PLA-ja in nekako menim, da je to zelo, zelo pomembno, da se ta razlika vedno znova dejansko poudarja. Tako, naša plastenka je dejansko biorazgradljiva, to pa pomeni, da jo lahko kompostiramo, kot lahko preberete tudi v skladu z DIN standardom EN 13432, kar pomeni, da načeloma se ta naša plastenka ob pravilnih pogojih dejansko seveda lahko tudi biorazgradi. Glede na našo plastenko, mogoče še to, seveda mi te produkte delamo, proizvajamo po naročilu kupca, seveda je treba upoštevati biorazgradljivost, ja, ni enaka za vse produkte, gre za različne debeline sten, gre za različne modele in vse ostalo, kar pa pomeni, da je tudi čas same razgradnje materijala odvisen od prejšnjih kazalcev, seveda potem tudi zraven katere pogoje dejansko nudimo ob pravilnem kompostiranju. To je za nas tudi eden izmed takih, bom rekla, pomembnih faktorjev, namreč marsikdo se obregne ob to, da je plastenka biorazgradljiva, imel bi jo doma, imel bi jo mogoče kot končni kupec nekje, odvrgal bi jo dejansko na svojem vrtu ali kompostu in potem na koncu bi se čudil, da ni prišlo do razgradnje. In tukaj recimo kot podjetje bi potrebovali neko skupno rešitev, da lahko na koncu dejansko vemo, na kak način in kje je pristala ta naša plastenka, ki jo delamo. Mogoče za na konec, samo še na kratko, da vam povem, kaj vidite so dejansko naše plastenke iz PLA-ja. Moram reči, da jih pri nas naredimo, kot v letu proizvedemo okrog 29 milijonov plastenk, od tega, kot vidite, recimo 765 tisoč kosov
plastenk iz PLA materijala, kar načeloma je za nas, glede na to, da to gre za inovacije, da gre za slovensko podjetje in vse ostalo, je en uspeh, ampak bi si želeli seveda razširiti prodajo teh izdelkov, prodajo znanja, prodajo načina proizvodnje, namreč ta korak smo usvojili in temu primerno se bomo tudi kot podjetje predstavili na Expo 2020 v Dubaju. Menimo namreč, da imamo vsi skupaj en velik potencial, se pa pojavljajo pri nas največje ovire, kolikor sem do zdaj ugotovila, bolj kot ne strmimo oziroma se ubadamo z istimi problemi ali ovirami. Jaz upam, da bomo pač na koncu stopili skupaj in našli neke primerne rešitve za vse. Torej, s čem se mi soočamo? Trenutno največja ovira je seveda končna cena artikla, ki je v primerjavi z ostalimi seveda krepko višja, glede na to, da se večina z tem ukvarja, potem tudi ve, da je pač cena pri prodaji seveda ključni element. Jaz verjamem v to, da večja kot bo zavednost dejansko, večja bo tudi ta prodaja in višji bo prag, preko katerega bojo na koncu pripravljeni stopiti končni kupci. Pri nas se pojavlja tudi problem neprepoznavnosti produktov iz PLA-ja, no, vsaj mi smo dobili ta občutek, marsikatera stranka se zanima za plastenke kot takšne, so pa ti, ki se zanimajo sicer za produkte iz PLA-ja, bom rekla, mogoče rečemo, da so precej bolj redke, so pa za najti, konkretno vse te naše plastenke, če vam lahko kar tako zaupamo na kratko, se prodajajo v različne dele Evrope, pri nas pa trenutno bolj malo, no. In pa tretja, bi rekla, največja ovira, s katero se soočamo, kot smo se že menili poprej, neurejeno zbiranje v zbiralnike PLA materialov in neustrezna predelava. Namreč PLA sam po sebi, tudi glede na to, da delamo z recikliranimi materiali, tudi nekako bi želeli delati z recikliranim PLA materialom, pa vendar, vkolikor spet pride do nepravilnih označb ali pa recimo nezavednosti končnega uporabnika, da je potrebno na prav način ločevati biorazgradljive plastenke, ki niso plastika, in pa plastenke. Na drugi strani imamo potem problem z končnim reciklatom in potem je spet ta uporaba regranulata vprašljiva, no. Tako da nekako, da povzamem vse skupaj, jaz upam, da to gre v pravi smeri in pa da potom dejansko te konference najdemo kako skupno rešitev in pa pot, ki nam bo vsem skupaj pomagala dejansko stopiti korak naprej tudi v tej smeri, no. Mogoče toliko z naše strani, jaz se zahvaljujem za enkrat. Vsa vprašanja in pa podobno, seveda smo vedno na voljo, od spodaj na predstavitvi imate tudi naše kontakte, vkolikor potrebujete kakšno dodatno razlago ali pa mogoče možnost sodelovanja, smo vam pa seveda vedno z veseljem na voljo.